Pozdravljeni! Danes potrebujemo oljne pastele, vodene barve, papir in čopiče. Če imate izbiro, vzemite debelejši papir. Pri pripravi tega posnetka sem ugotovila, da čim je debelejši papir, tem je bil končni efekt lepši. Naše delo vedno začnemo z oljnim pastelom. Nato pa dodamo vodene barve. Pri tej kombinaciji materialov ni potrebno slikati do črte, saj tam, kjer je pobarvano s pastelom, vodena barva ne prime. Na isti način narišem ribico. Tokrat uporabim več različnih barv. Ribo sem narisala z rumenim oljnim pastelom. Vodene barve sem izbrala zelo kontrastne do rumene, modro in vijolično. Lepo je tudi to, da se mešajo barve na sliki, kot pri meni modra in zelena. Risbo lahko naredite tudi z belim pastelom. Jaz ga nisem uporabila, saj se ga ne bi videlo na posnetku, ampak efekt z belim pastelom bo tudi zelo zanimiv. Naslednje narišem stilizirane rože. Tukaj uporabim z roza pastelom manj kontrastno barvo, rdečo in malo vijolične. S tem hočem dobiti bolj nežen efekt. Glede na to, kakšno sliko želimo dobiti, uporabljamo večji ali manjši kontrast med barvo pastela in vodenih barv. Kot vidite, tukaj se ne obremenjujem s tem, kje so črte in da grem čez nje. Za konec narišem še obraz. Izberem zelen pastel in v kontrastu rdeče in roza vodene barve. Dodatno bo roza barva primerna za obraz. Pomembno je vedeti, da bolj nežen odtenek barve pri vodenkah dosežemo ne z dodajanjem bele, ampak z razredčenjem z vodo. Tem več vode, svetlejša je barva. Pri tej sliki razredčim barvo pri obrazu, okrog pa večkrat nanesem barvo, da je ozadje temnejše in obraz pride bolj do izraza. Na ta način sem narisala fantka in ježka. Zanima me, kaj bo nastalo pri vas. Se vidimo!